Samo poskušala sem videti Shakiro in sedela sem na stopnicah, potem pa sem ga pobrala in vrgla v bazen. In potem je to priznala in rekla, da ni pomembno. Ni bil vznemirjen, zdi se, da mu ni mar. Vrgla sem ga v bazen, kak meter stran, ja. V svojemu bratu sem dala krožnik moči. Rekel nam je, da moramo plačati, ker je to pojedel. To ni tisto, kar so rekli v posebni ponudbi. Zakaj si se vrnil? Samo ustavila sem se, da bi poskusila začeti. Kaj pa delaš? To je najslabša stvar, kar sem jih kdaj videl. Kadž? Povedal vam bom. Včasih je aretacija osumljenca videti bolj kot izpad trmastega malčka. In organi pregona po vsej državi se vsak dan soočajo s takšnimi razvajenimi pridržanimi osebami. Predstavljamo posnetke policijskih telesnih kamer, ki prikazujejo, kako je 6 žensk reagiralo, ko ni šlo po njihovem. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Jaz sem Jesse West. Današnja epizoda se odvija v restauraciji Applebee's v Indijani, kjer je zmeda glede ponudbe "jej kolikor lahko" privedla do glasnih sporov tako v notranjosti kot zunaj na parkirišču. Po navedbah policije iz Portagea je Shawnisha Cobbs bila članica skupine, ki je verjela, da si lahko delijo krožnike hrane in plačajo le za 2 posebni ponudbi. Gospod, mi smo poklicali, imajo posebno ponudbo za 15,99 neomejeno. Jaz in moja sestra so obe naročili eno in potem sva naročili sladikov. Poklicali smo, ker nam je moški rekel, da moramo plačati, ker sem dala krožnik trakcev svojemu bratu. Rekel nam je, da moramo plačati, ker jih je pojedel. To ni tisto, kar piše v posebni ponudbi. Če pogledaš njihov meni, ti bo povedal, da je tako, kot če ješ in nekaj daš svoji sestri ali prijatelju. Njega ne zanima, veš, nikjer tam ne piše, če deliš hrano. Piše, da je neomejeno. Rekel nam je, da nam je zaračunal za vsako osebo, ki je jedla za mizo. Tega ne moreš narediti, ker tega ne piše. Govori o neki prisegi. No, se ti pravim. Več za nama, ti bo povedalo. Ne možete več, da to naročamo. Ne piše, če je to samo za eno osebo. Je 15,99 na osebo, neomejeno. Ne piše 15,99. Ampak ne, gospod, povedal nam je, ker je jedel, sem mu dala svoj krožnik s kozicami. Rekel mi je, da je zaračunal, ker je rekel, da bom delila. Ne morete mi reči, da če ne želim nekaj pojesti, tega ne smem dati nikomur. Razumem, kaj hočeš povedati, ampak ena ponudba za 15,99 ne more veljati za 3 odrasle. To je več stvari, je neskončno. Ampak razmišljam o tem, ampak je neskončno. Omejeno je, koliko dobijo. Pravijo, naj tega ne začnejo. To bi mogla reči. Bom iskrena. Če to praviš, bi morala reči na osebo. Ne piše na osebo. Tega ne piše. Ne piše na osebo, ampak samo piše. Moje mnenje je, če nam je zaračunal za 3, nam poskuša zaračunati za vse pri mizi. Tega ne moreš narediti. Torej poskušaš narediti tistih 0,99 za vsakega posebej. Čakajo na 15,99. Počakaj, tam piše, da je samo 15,99 neomejeno. Omejeno, dajo ti 3 ven. Eno je, da nam je poskušal zaračunati za 1, 2 in 3. Kajter, nehaj ti meni, nehaj. V redu. 15,99 na osebo, piše tam. V redu, to je ena stvar, to sem pravkar rekla. In za nas 3 odrasle. V redu. Naročili smo za otroke. On tukaj sedi in me žali. Povej mi smo pametni. Sram nas je lahko, da vse to prodajamo. Najprej, to sploh ni tvoja stvar. In ne to, ne. Ne. Ali te opozarjajo zaradi kršitve javnega reda? Nehaj. Ženo sem pasila, ba reče, kar jaz hočem reči. Če ne bo tiho, bo šla v zapor. Zaradi tega bom šla v zapor. Ne, utihni, sam pusti to. Ne. Pusti to, bodi mirna. Povem ti še enkrat. Ni vredno, Jezus. Deva, utihni. Ne. Vzemi. No, kupujem se.
Če pridem noter, sklonem glavo, on lahko govori z mano. Prosim, utihni. Vse to hočeš narediti, ampak nočeš mu nič reči, ker me ne spoštuje. Poglej, kaj delaš. Pol, in moški je šel nad me. Gledali so ga. Ni kričal, ko je prišel ven. Ne povzdiguj glasu. Počakaj, prosim. Prosim, ne umaknem se mi s poti. Prosim, ne delaj tega. Ne delaj tega! Nehaj! Hoteli to sem! Nesi to Prosim, gospod, prosim, ne morem govoriti. 1, 9, 10, 2. Ena ženska v pridržanju. Ne. Lahko prosim, odrežete moje zobe. Prekleta je moja roka. Prosim, gospod, prosim. Vzemite ključe, ne? Ona gre v zapor. Grem v zapor, ker ima nekaj zapovedati v nekom. Prosim, gospod policist, samo prosim. Grem s tabo, ampak prosim, gospod. Ali lahko izberem? Jaz, ker sem imela nekaj zapovedati o tem, da me ni spoštoval. Sedi v avto. Mora iti v zapor, ker ne bom nič rekla o njem. Prav, Torej, zdaj boš upiral, kaj ne? ne upiram se. Potem vstopi v avto. Ampak jaz mi pravite, da grem v zapor. Ker imam nekaj zapovedati o njem, ja? Kričal si, rekel sem ti naj boš tiho, nisi bil. Vstopi v avto. V redu, naj povem Britani, naj nič ne reče. Pojdi ven iz avta. Vse, kar je bilo to, da ko je moški prišel do mize, smo rekli nekaj tazga. Torej, si čutil, da je bila do tebe nespoštljiva. On je bil. Nihče ni čutil tako, kot je on rekel. Ti si to naredila. Kot je rekla, je ujela dekle, kjer bila naša priča. In sploh ni šlo za to, da je vprašal. Gre za način, kako nekaj poveš. In kot sem mu rekla, če želiš svojo službo, si vodja restauracije. Tako se ne govori. Absolutno. Strinjam se s tabo. Lahko rečeš nekaj v prostoru, pa nočeš, da bi ljudje znoreli nate. Absolutno. Še posebej, če so ljudje okoli. Tega se znebim. In to je tisti tip, ki je prišel ven, sedel je zadaj, moja stvar je bila ostani, čutila sem svojo sestro, nisi slišala, kaj je rekel za mizo. Dekle je dejansko sedelo zadaj in slišalo, kaj je rekel. Zato ni razumel, ko sem ostala. In bom iskrena, nekaj sem rekla. Ne boš govoril z mano na tak način. To je način, da rečeš, da ne boš takšen. Niti treba biti nespoštljiv. Odločiš se, da boš, to je nekaj drugega. Odločiš se, da boš nespoštljiv. Rekla sem mu, poklicala bom policijo zate. In sem res poklicala. Imel si vtis, da je bilo 0,99 mena osebo. Ampak v redu je, da to zdaj vemo. Tudi, kaj je to rekel, ali karkoli že je bilo. Vse, kar bi morala narediti, je bilo, da je tiho in sodeluje. Ampak koliko priložnosti še dobijo? Ampak gospod, tudi vi ste jo hitro aretirali hkrati. Tega ne moram dovoliti. Ta moški je bil do nje nespoštljiv. Prišel je ven skozi vrata in rekel, da ste vsi divjaki. Ne on, tisti moški v črni majici. Rekel je, da ste vsi prostaški in podobno. Rekli ste prav tam, ko je moški prišel ven skozi vrata in nam rekel, da smo divjaki in prostaški. Res je to rekel. In ona je rekla, da je v redu, da on govori, kar govori in odhaja. Rekla je, da je bil ta moški do nas nespoštljiv. Niti ji ne bo treba povedati. Ničesar od tega nisem videl. Ne, moški tisti, v redu, razumem. Torej nisi slišala ničesar, kar je rekel. Rekel sem mu, naj bo tiho. Ampak ni utihnil, še naprej je govoril. Rekel je, gospod policist. Lepo noč vam želim. In je odšel. Ne, ni tega storil. Potem, ko sem mi povedal, naj ve, da ni tega storil. Ne bom se prepiral s tabo. Ne bom, vem, da nisi. Ampak ne, ni nehal. Ko si rekla, naj bo tiho, je še vedno govoril. Nas imenoval divjake in nevzgojene, ko je odhajal. Potem ti je rekel, naj se imaš lepo. Tako da, kar se tiče... Stara je 28 let. V redu, torej, kar se tiče tega, Mislim, vi boste plačali račun. jaz bom zdaj plačala račun, ker ni tako resno. V redu, Pojdiva samo noter. ni tako resno. Nisi je mogel niti pomiriti. Kolikokrat si ji kričal v obraz, imel si roko čez njena usta. A lahko govorimo? Ker bom odšla. Rekel si mi, naj grem nazaj noter. Sedela sem poleg nje, v kabini zadaj, ne vem, kdo je ta gospa, ampak tudi jaz sem natakarica. In moški, ki je prišel in kričal na njene otroke in nanjo. To poskušamo povedati. To sta bila tista dva, ki sta odšla ven. To je ista oseba.
V redu. Rekel je nekaj takega. Ne bom vas postregel. Razumem, v redu. Poslušaj, šla je nazaj noter, da. Prinese, kar je potrebovala. In on je bil še vedno nespoštljiv. To ti skušamo povedati. To ti skušamo povedati. On je bil še vedno nespoštljiv. Bili so opozorjeni zaradi kršenja javnega reda in miru. Glede tega, da so bili notri, pa ne morem ničesar storiti. Razumem, kaj si rekla. In ti nisi bila. Bili smo tam noter. Je mar za to. Če se je sam splazla dol, mi verjemi. Ne bi šla, ja. Sam si videl, nisi je mogel zadržati. Imel si roko na njenih ustih, da bi jo utišal. Bila je opozorjena zaradi kršitve javnega reda in miru. Ja. Umiri se, samo povej jim, da so bili zelo nespoštljivi. So bili. Ja. Ampak to je v redu. Ne bodo te aretirali. Ne bojo aretirali? Ne bom. Ona je bila, ker sem bila še vedno nespoštljiva, to ti pravim, kot da nikoli ni nikogar. Ampak nikoli več ne bom prišla sem. Ne bom. Ne vem. Ne bomo. Ne bomo. Ja, oboje. Samo ostani, kot sem rekel, samo ne vračaj se več sem, da ne bomo imeli težav. Ampak jaz pa, razumem, da tudi ti samo opravljaš svoje delo. Ja, samo želim si, da bi lahko. Želim si, da bi se videla. To bo varščina. Danes večer bo lahko plačala varščino. Varščina je morda prevelika. V redu. To je prekršek razreda B, nič resnega glede teh stvari. Jaz nisem. V redu, prav. Šoniša je bila obtožena kršitve javnega reda in miru. Po sodnih zapisih je približno mesec dni kasneje priznala krivdo in bila obsojena na 180 dni pogojnega nadzora ter 7 dni družbeno koristnega dela. V redu, čez minuto bomo nadaljevali s tem. Zdaj smo v Orlandu, na Floridi, kjer je ženska, ki se je veselila koncerta Shakire, namesto tega pristala v soočenju z več policisti. Po policijskem poročilu si je Shelby Maslanka kupila sedež, vendar je želela stati na stopnicah ali ob njih za boljši pogled, pri tem pa je ovirala ljudi pri hoji gor ali dol. Zato je varnostna služba v areni povedala, da se mora premakniti. Nisem nameraval iti do nekoga, ampak poslušaj me! Lahko samo poslušaš, ne vidim. Ne delamo tako. Ne bom. Se boš tega dotaknil? Če neopravičeno vstopite, potem lahko gremo. Ampak poslušajte, lahko poslušate. Ne kričite, samo nehajte kričati. Poslušam. Edini razlog, da kričim, je zaradi koncerta. V redu, naj grem sem. Rekel sem, da se danes pogovorimo. Veš, kaj mislim? Rekel sem, da se danes pogovorimo. Ne bom imela več otrok. Tukaj, prav? Vse, kar želim povedati, je, da moji prijatelji stojijo tam. Ampak tam je cela skupina 5 ljudi, ki počnejo isto stvar. Ne kriči, fantje! Zdaj gre ona k njemu. Kaj delam narobe? Nisem niti oboje, samo želim vedeti, kaj delam narobe in dobiti prepoved vstopa. To je noro. Imaš dve možnosti. Ali se boš vrnila na svoj sedež, ali pa boš dobila prepoved vstopa. Katero boš izbrala? Lahko? Katero boš izbrala? Zakaj govori z menoj tako? Nisem naredila nič narobe. Vrnil se boš na začetek, ali pa boš dobil prepoved vstopa. Gospod, nisem naredila nič narobe. Se boš vrnil na začetek, ali boš dobil prepoved vstopa. Ali bodo ti ljudje dobili prepoved vstopa? Se boš vrnil v svoje mesto. Poslušaj, tam je skupina ljudi. Ne počnem ničesar narobe. Ne. Ne, kaj za vraga? Ne počnem ničesar. Ne delam nič narobe. Ne delam nič narobe. Hej, ne delam nič narobe. Ne, oni so res agresivni, ne delam nič narobe. Poskušam ti dati možnosti, pa jih nočeš sprejeti, kaj ne? Samo poskušam ti povedati. Če me želiš odstraniti, me odstrani. Tam je 5 ljudi, ki počnejo isto kot jaz. Ne delam nič narobe. Ne delam nič narobe. Ne delam nič narobe. Ne delam nič narobe. Ne. Bog,
Odmakni jo na stran. Odmakni jo na stran. Ne delam nič narobe. Vse, kar sem vas vprašala, ja, mislim, da sem, brate. Ne. Videla sem, da si odgovoril na moje vprašanje. Ne praviš, da sem te samo vprašala. Hočeš to? Ni nobenega prerekanja. Postavila sem ti preprosto vprašanje. Ne počnem ničesar narobe. Ne počnem ničesar narobe. Zdaj pa že. Hočeš biti spletna senzacija. Poskušaš govoriti s temi ljudmi. Ne počnem ničesar narobe. Ne počnem ničesar narobe. Ne, ampak nisem resnična. Lahko ustavimo in se pogovorimo. Ne, ker se vi nikoli ne ustavite, da bi se pogovorili z mano. Nisem niti pijana. Sprašujem samo to. Če me želite odstraniti zaradi nedovoljenega vstopa, boste odstranili tudi skupino poleg mene? Samo to sprašujem. To je vse, kar sem vprašala. Ni fair. To je nepotrebno. To je nepotrebno. Nisem naredila ničesar, samo nekaj sem vas vprašala. Želim posnetek spodnje kamere. Bom. Ker nisem naredila nič narobe. Postavila sem ti vprašanje. Vprašala sem tvojo prijateljico na moji levi, ki ni bila agresivna brez razloga. Vprašala sem ga. V redu, če nam boste prepovedali zadrževanje tukaj, boste to prepovedali tudi ljudem poleg nas. To je vse, kar sem vprašala. Ali sem se motila, ker sem to vprašala? Oni počnejo isto kot jaz. Zakaj sem potem jaz aretirana? Obstaja skupina ljudi, ki počne isto. Vse, kar počnem je, da tam stojim. Ne počnem. Ne počnem. Res ne počnem ničesar. Samo prosila sem, da se pogovorim z vami. Res ne počnem ničesar. Nisem ena tistih, ki bi bila agresivna in vse to. Res nisem. Policist je v poročilu zapisal, da je Shelby držala pijačo in ni želel, da bi se razlila po policistih ali po Shelby sami. Zato jo je poskušal prijeti. Takrat je rekel, da mu je, citiram, odrinila roko, zaradi česar so ji nadeli lisice. Gledate me, pijana sem. Res nisem ničesar naredila. Samo poskušam se pogovarjati z vami. Sem. Vse, kar sem rekla. V redu je. To želim. To res želim. Resnično. Ker sem vas vprašala, ali boste vrgli ven ljudi, ki so takoj na moji levi. Trenutno sem moral zaradi težave. Ne, res nisem. Nisem. Ne, prekinjali ste me, še preden sem dokončala stavek. Bili ste zelo agresivni. Zelo agresivni. Če ga imenuješ varnostnik, to ne šteje, kaj ne? Nisem rekla, da je on razlog, zakaj smo posredovali, ker si mu šla v obraz. Ej, vsi ste smešni. Nisem naredila ničesar. Imate okoli 25 policistov, zakaj? Nisem naredila. Ne, ker nisem naredila ničesar. Vprašala sem ti pa na enak način. Nosi rumeno majico. Tip z rumeno majico usmerja oddelke. Vprašala sem ga, ali lahko stojim tukaj ob ograji. Rekel je, ja, v redu je. To je dodaten strošek. Dodaten strošek gre meni. Vprašala sem ga, kaj hoče. On pa je rekel, da hoče $20. Dala sem mu $20, da sem lahko stala prav tam. Zakaj sem aretirana? Odpravili se bomo dol po stopnicah. Ne, ker nisem naredila nič narobe. Nisem naredila nič narobe. Oseba, ki je delala na tem dogodku na stadionu Camping World, mi je rekla, če mi daš $20, lahko stojiš tukaj. In sem mu dala $20. Ugotovili bomo, kje je ta oseba. Ampak to je to. Tega nisem naredila. Koliko želite slediti pravilom, to razumem. Ne napadam vas, ker se držite svojih pravil in jih upoštevate. Ampak oseba, ki tam stoji in usmerja sektorje z baterijsko svetilko, kdo mora iti v 203Q, 203K, karkoli že? Rekel mi je, če stojim tukaj, naj mu samo dam denar in bo vse v redu. Dala sem mu $20 in zdaj me aretirajo. Nisem storila ničesar. Sploh me ne poslušate, ignorirate me, kot da nisem človek. Poslušajte, ko slečete ta jopič, veste kaj? Še vedno ste človek, kaj ne? Tako vas obravnavajo tudi brez jopiča, kaj ne? Nisem naredila nič narobe. Nisem naredila nič narobe. Nisem naredila nič narobe. Mi lahko poveste, kaj sem naredila narobe?
Mi lahko poveste, kaj sem naredila narobe? Ker če me aretirate, mi morate povedati, zakaj sem aretirana. To je zakonsko. Ker mi niste prebrali mojih Mirandinih pravic, ko sem bila pred kamero. Sem na kameri. Zdaj je to posneto, to bo zavrženo. Niste prebrali, v redu. Tako vi kot prijateljica. Zdaj postajamo agresivni. V redu. Nisem agresivna, ampak me ne poslušate. Nisem naredila nič narobe. Nočijo me poslušati. Šla sem gor do 203, 204. Se to snema? Ja. Prosim, hvala. Uporabila sem za sodno kuhinjo. To je smešno. Šla sem gor do 203, 204. Moje karte so 204Q. A ne? Vprašala sem varnostnika. Rekla sem, hej, 204Q je zelo visoko. Lahko stojimo tukaj ob ograji. Rekel je, v redu je. Če pa želite stati tukaj, boste ovirali pogled drugim ljudem. Zato potrebujem nekaj, da jim rečem, naj se umirijo. Rekla sem, karkoli potrebuješ, poskrbim zate. Imam gotovino. Rekel je, daj mi $20, ga bom pomiril. Podala sem mu $20. Kdorkoli je bil varnostnik v rumeni majici, sem mu v 203, 204 podala $20. Dala sem mu 20 in rekel mi je, da je v redu. Potem je ta gospod tukaj s klobukom prišel bližje. Rekla sem, tukaj ne morete stati. Pravkar sem temu gospodu dala $20, da stojim prav tukaj. Če tukaj ne smem stati, a lahko prosim dobim svoj denar nazaj, da grem v svoj odsek. In ko sem šla k njemu in prosila za denar nazaj, je rekel, da to ni mogoče. Rekla sem, poslušajte, pravkar ste mi rekli, da lahko tukaj stojim za $20. Ne želim povzročati nobene scene. Komaj sem kaj pila, samo zabavati se želim na tem koncertu. Rekel je, poslušaj, kar si mi dala. Če ne moreš stati tukaj, pač ne moreš stati tukaj. In jaz sem rekla, hej, ampak on se zdaj spravlja name. Ne želim povzročati nobene scene za kogarkoli drugega. In potem so prišli vsi te policisti in mi rekli, naj grem v svoj sektor. Rekla sem, hej, ampak temu moškemu sem pravkar dala 20. Pravkar mi je rekel, da lahko tukaj stojim za $20. In do trenutku, ko sem to poskušala razložiti gospodu Villarju in gospodu Aroru, nista želela slišati razlage. Nisem se želela prepirati in pregovarjati v nedogled. Samo svoj denar sem hotela nazaj. Dajte mi mojih 20, šla bom v svoj sektor, to je to. Nisem naredila nič narobe. Nisem naredila nič narobe. Sprosti se za trenutek. Prav, ne, ker je to smešno. Nisem naredila nič narobe. Sam poskušala sem se pogovarjati, ampak ta dva tipa imata preveč moči in nočeta poslušati zapornice, ki poskuša govoriti z njima. Shelby, najprej se želimo pogovoriti s tabo in ti postaviti vprašanje o tem, kaj se je točno zgodilo. To sem že razlagala gospodu. Rejesu. To sem mu razlagala znova in znova. Gospa Brinkley, nisem naredila nič narobe. Poslušajte. Dajte mi 1 sekundo. Prej sva govorila o tem, da vam nihče ni pojasnil vaših pravic. Zdaj vam jih bom prebral, da vam bom lahko postavil vprašanja prav o tem. Fizično ste me že areterali, preden ste mi prebrali pravice, tako da jih niste. Rekli ste mi, da sem aretirana. Ste rekli. Rekli ste, da če ne bom upoštevala vaših ukazov, sem aretirana. In naredili ste točno to, kar ste rekli. Prebrali ste mi pravice. Sploh ničesar ne poslušamo. Dovoli, da ti nekaj razložim. Ni mi treba prebrati tvojih pravic, dokler ti ne želim postaviti vprašanj o nečem, za kar si obtožen, v redu? Nisem naredila nič narobe. On ti bo to prebral, potem pa bomo vprašali. Jaz ti bom postavil nekaj vprašanj. In potem ne bom odgovarjala na nobena vprašanja. Odgovarjala bom na vprašanja. In potem se lahko preberejo Mirandine pravice. No, vi ste me že fizično aretirali. To ni več pridržanje, ker pridržanje pomeni, da me zaprete in me prej zaslišujete. Zdaj sem na točki, kjer fizično ne morem oditi. Nimam nobene svobode. Trenutno sem aretirana. Mislim, da ste to pravno dosegli. Torej to, da mi zdaj berete moje pravice, ne spremeni dejstva, da bi mi jih morali vaši policisti prebrati že tam zunaj. To ni res. Nimamo tega. Poslušajte. Morali bi mi prebrati moje pravice, ko ste me aretirali. Zdaj mi jih berete. Torej nočeš govoriti. Želim govoriti, ker je to... Nisem naredila ničesar, mar. Kar ti poskušam razložiti je to. Pravice ti preberejo, ko ti bodo postavljali vprašanja. Ne preberejo jih, ko ti nadenejo lisice. Vaši policisti bi morali biti dovolj spodobni ljudje, da bi želeli imeti pogovor. Medtem ko Shelby razpravlja s policisti v varnostni pisarni, drugi policisti pridobivajo več informacij od varnostnikov arene in izvejo, kaj se je zgodilo s Shelbyjevimi $20. Pristopil sem.
Toni, ona jih razdeljuje. Vi lahko greste nazaj na svoje sedeže. To je, pokaži mi karto. Poglejmo, on je tam zgore. Mora me ugasniti. V redu, potem me ne obsojaj. Vrni se k svojemu. To je tisto, kar ima zame. Fantje, lahko se vrnete k svojemu, nočem se prepirati. To je moj problem, samo sprejmem. Ti na zadnji sedeš. Jaz samo izven območja. Fantje, lahko se vrnete na svoj sedež. Torej, bila je s 2 policistoma in nenadoma se premakne, poskušajo pomiriti z besedami, pojdi nazaj in poglej, takrat jo je vratar odpeljal nazaj. In to je malo, dal sem tej ženski denar nazaj. Tako je segal v denarnico, dal sem ženski, bila sta pri 20. Jaz sem mu dal $200 nazaj, tako sem takrat rešil situacijo. Ni hotela nehati prepirati se. Morala je vztrajati naprej. Zaključila je z vožnjami v skupini. In začela jo je pritiskati in imela ponudbo v roki. Takrat sem jo ustavil. In še vedno morajo dobiti udarce. Razumem. Moram iti. Tako blizu. Ste pripravljeni vložiti prijavo zaradi nedovoljenega vstopa? No, nedovoljen vstop. Ste pripravljeni podati prijavo? Mi pač ne kršimo zasebne lastnine. Torej, tako je. Je pripravljena iti? Naj gre. Se želi boriti proti temu. Ko izstopijo iz patruljnega avtomobila, je Shelby še vedno popolnoma osupla, da jo pridržujejo. Ne grem v zapor, nisem naredila nič narobe. Samo poskušala sem videti Shakiro in imeti lep dan. Po poročilu o primeru je bila Shelby obtožena upiranja policistu brez nasilja, napada na policista in nedovoljenega vstopa. Ne moremo najti posodobitve glede kazenskega primera Shelby, vendar je policijsko poročilo navedlo, da je bila Shelby za 1 leto prepovedana vrnitev na posestvo. Naš naslednji posnetek s telesne kamere prihaja iz soseske v Palm Coastu na Floridi, kjer se zdi, da se je miren dan v bazenu spremenil v težavo. Družina je policiji prijavila, da je ženska, kasneje identificirana kot Eileen Kulzer, dvignila majhnega otroka in ga vrgla v vodo. Tam je ženska, ona je, ne vem, jo boste videli, ampak je nekaj posebenega, miči iz parsep, je čudna. Sedel je na stopnicah, ona pa ga je dvignila in vrgla v bazen. Poskuša usmerjati otroka. V bistvu je čudna, veš, tečna je do nas, ampak mi smo prijazni do nje. Prišla je in se z njim borila z igračem in rekla: Prišla je in sedla zraven nas, vzela tebe, vzela njega in jo vrgla v bazen. In potem je to izpustila in rekla, da ni pomembno. Ni bil vznemirjen, zdi se, da mu ni mar. Rekel bi: človek, prosim, Petja, pusti nas pri miru. In ona je samo vztrajala. Rekla je, da se je vrgla v bazen in da je v redu. V redu. In potem je vzela nekaj $, od mene, prosti, in jih vrgla. In jih je samo vrgla. On je šel zraven nje, da jih pobere. Rekla je: lahko jih pobereš, jaz pa ne. On ne ve, kako to ustaviti. Ona je še vedno tam noter. Ona ga ubija! In ona se kar naprej pojavlja in poskuša priti. Začenja. Začeti. Ali imate vsi osebne izkaznice pri sebi? Vem, da ste v bazenu. Vemo, vsi smo res imeli. Hočeš iti po to? Samo vzamem ga. Bom si zapisal vajna imena in ostale podatke. Tako da je metala svoje otroke v bazen. V redu? Brez privolitve? Brez privolitve? Ona je tam noter in je nora. Dajmo človek, to je dobro, mladi fantje, mladi sovražniki, všeč mi je. Torej, očitno bom šel govoriti z njo. Izvedel boš veliko. Upravil bom svojo preiskavo, ampak ali bi želel podati prijavo proti njej, ker je vrgla tvojega otroka v bazen? Mislim, da mi ni res mar, ampak glej, ne morem. Samo vedeti želim, ali je odšla. Zato že vem, kdo. Ja, vse to bomo ugotovili. Policist iz okrožja Flagler opazi Eileen, ko zapušča skupnostni bazen, oblečena samo v kopalke in potiska kolo. Pozdravljeni, gospa. Živijo! Kaj se danes dogaja? Morda bi želela priti tja prej, ali si to že uredila? Z njim sem malo govoril, zdaj pa poskušam slišati še tvojo plat zgodbe. No, grem domov. Bi prišel do naše hiše? Ne, lahko se pogovoriva kar tukaj. V redu, kaj mi želiš povedati? Kaj me želiš vprašati? Samo vedeti želim, kaj se dogaja. Kaj misliš tem, kaj se dogaja?
Ne vem, kaj se dogaja. Ti mi povej. Prav naj ti povem, katere informacije imam, potem pa bova videla, če mi lahko pomagaš sestaviti vse skupaj, prav? Torej, v bistvu pravijo, da si brez dovoljenja vzel njihovega otroka in ga vrgel v bazen. Vrgel sem ga v bazen, kak meter, ja. Je to narobe? Se ti to ne zdi v redu? Ja, ne moreš kar tako prijeti drugih ljudi, če je nekdo... Torej, tega nisem počel. Nisem imel slabih namenov. Mislim, če bi imela slabe namene, bi se mogoče lahko kaj zgodilo. V redu, ampak ne moreš prijeti tujih otrok in jih vreč noter, še posebej dojenčka in ga vreč noter. Kaj pa zdaj naredimo? Me bomo dali v zapor, me zavrgli. Rad bi, da malo bolj razložiš, kaj se dogaja. Nimam ničesar, kar bi lahko razložila. Ali ne razumeš, kaj se je zgodilo? Za zabavo. Za zabavo? Ja, ampak to ni tvoj otrok. Je bilo to v redu zate? Pravzaprav ne. Nisem v resnici dobila dovoljenja. Si ti dobila dovoljenje od svojih staršev, da prideš sem danes in govoriš z mano? Sem. No. Si. O, res? Ne, nisem. O, je rekla. Ampak to je moja služba. In sem odrasel moški. Prekršil si zakon. Ampak sem odrasel moški. Ampak zato obstaja zakon. Ni pomembno, ali si odrasel ali ne. Ali obstaja zakon? Lahko rečem, da ste zagrešili napad. Po redu, gospa. Kaj pa to? Imate pri sebi osebni dokument? Lahko začnemo s tem? Ne vem. Ne, pravzaprav ni mi treba. V redu. Kako vam je ime potem? Eileen. Eileen. Kako se to črkuje? Eileen. Črkujem Eileen. E-I-L-E-N. Ne, z dvema E-jema. E-I-L. I-L-E-N. Ja, dodaj še en E pred koncem. Torej, E-N. Ja, gospod. V redu. Veš kaj? A res moramo to narediti? Torej, kot da bi se morali še malo pogovarjati z njimi. Mislim, da ni treba. Eileen, kako ti je primek? Eileen, veš kaj? Oprosti, mislim, da se oni res ne pogovarjajo. Eileen, kako ti je primek? Medtem ko se šerifovi pomočniki prepirajo z Eileen, na prizorišče pride narednik, ki izve, kaj se je zgodilo, nato pa stvari vzame v svoje roke. In otrok je v redu? On je v redu. Ja, na srečo sem bila v bazenu. Ampak bil je zelo prijazen. Mislim, da je bila duševno nestabilna, zato je mislila, da je tukaj nekaj narobe. Ne vem. Ste z njimi hodili na plavalne tečaje, ki so vedeli? Smo ravno zdaj v tem. Imaš srednje ime, Eileen? Ja, ga imaš tudi ti. Imam ga. Kakšno je tvoje srednje ime? Zakaj? Kakšno je tvoje srednje ime? Zakaj ga poznam? Moram vedeti, kako ti je srednje ime, da te lahko identificiram. O, no, veš kaj? Poglej, jaz sem naredni campus iz šerifove pisarne. Jaz te bom nadzoroval. Položil si roko na otroka proti njegovi volji. Nisem vedel zakaj. Nisem vedel. Jaz govorim. Sem. Jaz govorim. Jaz govorim. Hvala, ljudje. Poglej, kaj delaš. Poglej, kaj si naredil. Ne, gospa, to ste naredili sami. Oni sploh niso hoteli vložiti obtožbe, ampak vas moramo identificirati. Torej boste zdaj vsaj šli v zapor zaradi upiranja. Se hočeš iti igrce, to dobiš, prav. Hodi, dej, gremo. Vračam se sem. Polen. 7. Moraš dati noge noter. Nočem iti v ta avto. Nočem iti v ta avto. To veš, nočem iti v ta avto. In nekaterih dneh tudi jaz nočem priti v službo, a vsem pridem. No, ti tega ni treba početi. Veš kaj, ni ti treba. Zakaj pa to delaš? Zakaj prihajaš v službo? Da zaščitim majhne otroke, kot je, veš kaj. On ni bil, ona ni bila v nevarnosti. Ona ni bila v nevarnosti. Prosim, odkleni moje vrata. Rada bi šla odtod, prosim. Spusti me ven. Zakaj? Zakaj? Takoj ti povem, prav? Ne, povej mi zdaj. Samo daj nam sekundo, je konc. Spusti me ven od tu, stari. Odloži me pri moji hiši, živim kar na tej ulici. Aretirani smo zaradi upiranja brez nasilja, v redu? In kakšen bo velik rezultat? Kaj bo iz vsega tega? Kaj? Kaj je namen tega vsega? Ker si storil zločin. Kaj je zločin? Upiranje. Kakšen je drugi zločin? Ali ni drugega zločina? Zločin. In zakaj je to zločin? Zakaj je to zločin, gospod?
ker točno veste. Povejte mi, zakaj? Ne vem, ali je to zločin. Povejte mi, zakaj mislite, da je to zločin? Mislim, ali je kdo, ki živi z vami, ki lahko prevzame vaše kolo? Veste kaj? Veste zakaj? Mi lahko poveste zakaj? Zakaj? Je kaznivo upirati se brez nasilja. In moje kolo je tukaj. Prav. Ne skrbi me, ker živim v dobri, varni soseski in vse bo v redu. Samo pustite ga, peljite me v zapor, če morate. Upiram se tej aretaciji, ja, zapišite to. Evda 14, poklicate bom, ko bo čas, da greš. Jaz za 2.14. Torej me ne morete obtožiti upiranja aretaciji, ker se tej aretaciji ne upiram. Zato me pustite tukaj. Veš zakaj? Zakaj se sploh truditi s tem vsem? Upiram se tej aretaciji. Razumete, gospod? Hej, veste kaj? Na poti do pripora, ali lahko stavite pri moji hiši? Je čisto za vogalom in obvestite mojega moža. Verjetno že ve, ampak naredimo to kar tukaj, za vogalom, gospod. Poleg zapora. Prav. In kaj naj tam naredim? Dobim možnost, da ga pokličem in mu povem, seveda. Kaj naj naredim v zaporu, gospod? Kaj naj tam počnem? Sedim tam zaradi česa? Kako dolgo? Veš kaj, mogoče bi se to moralo enkrat zgoditi tudi tebi. In potem veš kaj, prepričana sem, da bi pustil svojo službo. Tega ne bi počel drugim. No, veš kaj, tudi jaz nisem storila kaznivega dejanja, gospod, ampak vi ga prav zdaj, veste, to se imenuje ugrabitev. Eileen je bila obtožena zlorabe otroka in upiranja policistu brez uporabe nasilja. Opravila je oceno procesne sposobnosti in bila poslana na zdravljenje, preden so jo razglasili za sposobno za sojenje. Nekaj mesecev kasneje se je glede zlorabe otroka 3. stopnje izrekla, da obtožbe ne izpodbija. Tožilci pa so opustili obtožbo upiranja. Obsojena je bila na 2 leti probacijskega nadzora. Zdaj gremo v Ocali na Floridi, kjer očitno nič ne bo ustavilo Kathleen Hagen, da ne bi dobila svoje dietne pijače. In to vključuje tudi prepoved vstopa v Walmart. Kje imate osebni dokument? Zakaj tega nisem naredila? Ker... Prepovedam vam je vstop sem, dajte mi svoj osebni dokument. Šest 1977, jaz sem 1012-1075. Arian England. Arian England. Šest 1977, sem Elgar. Sedem. 1029 po številki vozniškega dovoljenja Floride in preverite, če obstajajo veljavne prepovedi vstopa, prosim. Kako dolgo nazaj so vam tukaj prepovedali vstop? Pred nekaj meseci. Izkazalo se je, da je imela 65-letnica prepoved vstopa v trgovino že pred meseci zaradi domnevne kraje, a očitno prepovedi ni vzela resno. Zakaj ste se vrnili sem? Ustavila sem se, da začnem. Veš, da greš v zapor, če se vrneš sem, ne? Ni tako... Tega nisem vedela. No, boš izvedel, ker točno to se bo zgodilo, tako da... Obstaja še veliko drugih krajev, kamor lahko greš. Ali imate prepoved vstopa v vsak Walmart?
Ne, vi še vedno to počnete. Ona ima prepoved vstopa v The Villages in tukaj zaradi kraje. Prav. Zdaj pa moraš iti v Silver Springs. Ne vračaj se. To je ves smisel opozorila o prepovedi vstopa. Opozorilo o prepovedi vstopa je obdobje milosti. Kdaj je bila zadnja obtožba zaradi kraje v trgovini? To je bilo isti dan, ko je bil izrečen ukrep prepovedi vstopa, kar je bilo približno pred enim mesecem. Imela sem 2 ločena primera proti njej, ampak mislim, da je edini. A vas je že kdo kontaktiral glede teh primerov? Ne, ampak lahko vidim postopek. Ja. Ne vem, kam je šlo. Prav? V redu, ja, ne. To je Walmart, vem. Ja. To je samo nelagodje, ja. Še posebej, če se ponavlja, ja. Kaj si vzel prejšnjič? Kaj bo to? Vrečka in svileni papir. Kaj pa čas za to? Si mi lagala? Zdaj mi, da je bilo izenačeno, nisem ti lagala. Si? Lagala si obakrat? Ne. Nisem. Ja, kako? Nisi ničesar vzela. Ja, lagala si mi. Torej, bom prijazna do tebe in nič se ne bo zgodilo. Gospa, ne morete nekaj ukrasti in pričakovati, da se ne bo nič zgodilo. Tega nisem rekla, ampak ona je pač rekla, da mi bo pogledala skozi prste in to je to. No, to je ta prepoved vstopa. In potem ste se vrnili. Tako da so čist na koncu živci. Obrnete se in spet ste me videli v stavbi 6977. Go ahead. No, I did not see you. 12 jih sedi prav tukaj, no, jaz jih nisem videla. V zvezi z vašim poslom na Floridi je povezano s Catherine Hagan. Moj email kaže signal 42 iz Walmarta na AIA Avenue, veljaven od 59/2024 brez datuma poteka. Kaže tudi signal 49 iz okrožja Marijane zaradi kraje. Želite preveriti eno zadevo? Naj potrdim? To je 10:04 in lahko me pokažete kot 10:15. Toda prevoz Kathleen iz trgovine ni njen edini problem. Po poročilu o incidentu je imela tudi nalog za aretacijo, ker se ni pojavila na sodišču zaradi manjšega tatvine. Dajte roke naprej. V redu. Imate hoduljo ali kaj podobnega? Hoduljo? Ti se vozite z vozičkom, Jazzy? V redu, moj partner mi tukaj, tako da boš mogel stati tam zadaj in šli bomo tja, ker sem parkiran pri trgovini živeli, zato pojdi za mano. Marijan 2. Šest 9-7, ali lahko dobim 10-99. Žižana 16107. 16.107. 26. Lahko to preštejete, gospod. 6.977. 109, moj radio ne deluje. Žižana signal 55. 54, razumem. Nimate kakšne zdravstvene težave, za katere moram vedeti? Ampak nobenih srčnih težav, kaj je tazga. Spredaj sem ti nadel lisice, ker imam srce, ampak če bi kdo govoril z mano, bi imel težave z vozilom.
hvala, gospod. Samo ustavil se bom, da počakam. Samo minuto, moj avto je tam, ne, samo prvo bom dala noter. Sam do mojega avta bo šla. Kar naprej. V redu. Gor. Na drugo stran. Ali je kaj v tvoji torbi, kaj od Walmartove lastnine v tvoji torbi? To je zadnja priložnost, da ne dobiš še več obtožb. Ja, imam. Najprej naj jo odvožim, ja. Tako, Pejt. Hej, počakaj, ona ni, to je zadnja priložnost, ona že ima stvari. V redu, bom izpustil. Lahko odprem, ne slišim ničesar, bom prinesla. To so vse 3. To je ogadno. Tole, hrana? Ja. V redu, ja. Edo. Super, torej si ga nameravala ukrasti, to je fantastično. No, njo bomo odpeljali in tisti nalog je potrjen, torej to se dogaja glede tega. Preden grem, moramo vzeti svoje stvari. Prav. Želiš vam držati to torbo? Zdaj, tako. Ja, tvoji ključi od avta. Prav. Morala se bo vrniti sem po avto, ali pa ga lahko odpeljete s pajkom. Mislim, da je tako. Odvisno je, koliko časa je ne bo. Če ne bo več kot dan ali 2, ga boste morda morali odpeljati. Nočem tega narediti, ampak obdrži to. Mislim, da je imela dovolj priložnosti. Verjetno nam boš na koncu povedala. Torej, to je vse. Nimaš nobenih drog ali česa norga? Ne. Nobenih tvojih zdravil v kakšni drugi škatlici za zdravila? V redu. V redu, počakajte, gospa. Takoj na začetku me silijo, da aretiram staro gospo. Verem. Ona je tako grozna. No, ona je, mislim, reče mi, da je to njena zadnja priložnost. Ampak, ko prijem tja, ji spet rečem, da je to njena zadnja priložnost. Trenutno je to samo nedovoljen vstop z nalogom. To je enostavno. Zdaj je opravila tisti del, samo čakala sem na nedovoljen vstop. In pa sem rekel, imaš še kaj drugega? Ja. Veš, tudi če bi prišla sem noter, sem ji zadnjič dala priložnost, potem ko je kradla. Koliko? Koliko je ta roba vredna? Ker jo bom obtožil nedovoljenega vstopa in tatvine manjše vrednosti. 4,46 in potem začni s tem. Ja? Kaj je to? Samo piščančja krivca? Ja, 828. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Prav, v redu. Kaj je to? Samo jajčna solata? Ja, dvojna jajčna solata. Kolikšna je bila že tista cena? Prosti, 44. V redu, super. In imaš osebni dokument? Nimam. Pravzaprav je morda v mojem avtu. Kar pojdi. Trdim, da imam mikrofon, samo bojim se naloga. 10:48. 26. Lahko mi pokažeš 10:15. Torej je imela tudi ona nalog? Ja, zadnjič. V redu. Ja, ni več Larsena. Tako, to je to. Videti je kot mikrofon. Tudi moj je tak. 681F ali pa 6. Mislim, da je bilo moje najljubše vozniško dovoljenje iz Arizone, ker nikoli ni poteklo. Podaj ne bo 10:13. Kakšna je tvoja telefonska številka? In vaša služba za preprečevanje izgub? Da. V redu. Še kaj zame? Ne. Vse je v redu. Želiš nove obtožbe za tiste stvari? Ja, vse je v redu, opravljeno. Zdaj imam vse. Hvala, vse. Okej, prav. V redu, lahko gremo. Imate dovolj zraka tam zadaj, gospa? Ne, nimam ga. V redu. Pa bom povečal, ker moja klima ne dela najboljš. Lahko pa tudi spustim okna, kar vam bolj ustreza. V redu? V redu.
Preden gremo, ti moram prebrati to kartico, prav? Imate pravico molčati. Vse, kar poveste, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Imate pravico, da se pred zaslišanjem posvetujete z odvetnikom in da je odvetnik prisoten med zaslišanjem. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam ga bodo dodelili pred zaslišanjem, če boste to želeli. Odločite se, da boste odgovarjali na vprašanja brez prisotnosti odvetnika. Še vedno imate pravico, da kadarkoli prenehate. Prav tako imate pravico, da kadarkoli prenehate odgovarjati, dokler se ne pogovorite z odvetnikom. Razumete? Torej, zakaj si se vrnil? Ker tiste standardne 12-tice v našem pakiranju po 12 več ne prodajo. Tudi v drugem Walmartu, ne? No, šla sem v Walmart. Ne, nisem bila blizu drugega Walmarta. 6977. 697. 69 Baltimore. 1015 ena, odrasla ženska, 51 na CJ, začetek, 130 474. 23. V redu. Torej si prišel sem samo zaradi Pepsija? Ja. Kaj pa stvari, ki si jih imel v torbi? Težko je vedeti. V redu. Poskušam urediti svoj tekoči račun. Nimam denarja. Na računu nisem imel denarja. V redu. Tam je tisti zrak. Ja, ne, zmanjšal sem ga, da sem lahko prebral kartico in se pogovarjal s tabo. Poročilo o incidentu pravi, da je Kathleen kasneje priznala, da je vedela za opozorilo o prepovedi vstopa, vendar je res želela te posebne pakete Diet Pepsi in ni mislila, da jo bodo ujeli. Kathleen so aretirali in varščina za obtožbo zaradi nedovoljenega vstopa bi znašala $500, vendar je bila pridržana brez varščine, ker se ni pojavila na sodišču. Na koncu je preživela 41 dni v zaporu, preden je priznala krivdo za manjšo krajo in nedovoljen vstop po opozorilu, ter je bila kazen priznana kot že odslužena. Nato se odpravimo na drugi konec države, v Bonnie Lake, v Washingtonu. Stvari se začnejo, ko prebivalec pristopi k namestnikom šerifa okrožja Pierce in jim pove o sumljivem avtomobilu v soseski. Piše, da je bilo ob 8:30 zjutraj. Bom ga imel na očeh. Pred kratkim se je zbudil, zdaj pa tam zunaj nekaj šari. Oblečen je v staro rjavo jakno in svetlo rjave hlače. Takoj spredaj. Cel obraz je pokril z ameriško zastavo in podel je tja dol. V redu. Po poročilu o incidentu je bil sumljivi osebi v bližini več ur in so jo opazile več nadzornih kamer. Na enem posnetku lahko vidite skrivnostno osebo, ki nosi rjavo jakno in ima obraz prekrit. Hodi naokoli z nečim, kar je videti kot nakupovalna vrečka, nato pa izdine iz kadra. Vendar osebo ponovno opazijo na nečjem dvorišču, še vedno nosi tisto modro nakupovalno vrečko. Toda iz tega kota lahko vidite, da je na hrbtni strani jakne logotip UPS. In oseba se zdi precej sproščena, ko tava po dvoriščih neznancev, celo usede se na leseno teraso in klepeta po telefonu. Še ena rdeča zastava za prebivalce je, da nikjer ni velikega rjavega tovornjaka, zato namestniki začnejo iskati to domnevno lažno voznico in izkaže se, da je še vedno v soseski. Hej, prijatelj! Ste povezani s tistim črnim avtom tam? Veš kaj? Ker smo prejeli klic o sumljivi osebi. Ali živite tukaj v bližini? Tisti črn avto tam. Ja? Ja, to je moj. Oprostite. V redu. Živite tukaj v bližini? Ne, hodim od vrat do vrat. Ukvarjam se s fotografijo. Kako dolgo ste parkirani tam? Približno 30 minut. Bila sem ravno v avtu. Imate masko z ameriško zastavo? Je to maska z ameriško zastavo? Ja, v redu. Torej, je to vaš avto? Niste parkirani tam že 8 ur? Ne, sploh ne. V redu. Imate pri sebi kakšen osebni dokument? Sem naredila kaj narobe? Zdaj bo šlo. Ja. Pravkar sem prišla sem. Ali imaš pri sebi osebni dokument ali ne? Torej boš zvočno in video posnet. Je to tvoja hiša? Ne, šla sem. Hodim od vrat do vrat. Ali vidiš, da je znak prepovedano akviziterstvo? Ja, pridi sem, stopi sem. Zakaj si oblečen v uniformo UPS?
To je šala. Gre za, ja. Vzemi svojo izkaznico ven. Zelo je smešno. Sedi, to je čudno. Ali imaš pri sebi kakšno orožje ali pištolo? Ne. Nimam, položi roke na igračo. Nisem naredila nič narobe. Pridržan si. Sedi. Po poročilih je nosila nekaj, kar je izgledalo kot uradna UPS jakna, na njej pa je bila pripeta značka z imenom Mark Simon. Šerifovi pomočniki so osumljenko identificirali kot Heather Bevere, vendar naj bi se izdajala za zaposleno v UPS-u, kar pa ni bil razlog za njeno aretacijo. Vse, kar imaš, bomo uredili. Želim, da greš. V Lisice obstajata dva načina, kako to narediti. To je v Seattlu. Ne poslušam. Moj osebni dokument je v mojem avtu. Dajte roke sem. V redu. Gospod, ne bom. Dajte roke tja. Povedal vam bom, kako izgledate. Izgledate kot vlomilec. Kaj je? Daj roke tja. Vrgu me boš na tla, razumeš? Kaj je growler? Vlomilec je nekdo, ki hodi od vrat do vrat in preverja, ali so hiše prazne. Da, nosiš uniformo UPS, ampak očitno nisi iz UPS-a. Razumela sem. Nehaj govoriti. Hočeš, da odgovorim na nekaj vprašanj, kaj ne? Zato ti razlagam, kaj je sumljivec. To je sumljivec. Nosite UPS uniformo, pa sploh niste iz UPS-a. Oprostite, tam ste parkirani že 8 ur. Prihajate iz hiše, kjer se prodajajo droge. Torej nehajte. Kje je ta hiša, kjer prodajajo droge? Kakšen je priimek? Vivier. Vivier. Kaj je vse to? Je to orožje? Ne. Položi roke tja. Hočeš pristati na tleh? Nehaj. Oprosti. Srednje ime. Au. Prva torta. Oprosti, poglej to. Nisi pridržan. Kaj je to? Ne vem, našla sem ga. Facebook. 451, kaj vzameš? Ne, nisem. Črkuj nekaj težkega. Zdelalo se mi je kot pištola. In potem je očitno bila pištola. Imaš obsodbo za hudo kaznivo dejanje. Ne, ja, tega nisem vedela. Poglej to. Oseba obsojena za hudo kaznivo dejanje v posesti strelnega orožja. Nisem vedela, da je to pištola, prava pištola. Še nikoli nisem videla tako majhne pištole. Sam našla sem jo, gospod. Izkazalo se je, da je imela Heather domnevno pravi mali zaklad pri sebi. Deringer kalibra 22 naboji, domnevno orodje za vlom, kot so škarje za vijake, stranske rezalke, mini lomilka, orodje za razbijanje stekla in naključni ključi. In Heather sprejme zanimivo odločitev, ko se sooči z dokazi proti njej. Kaj počneš? To je najslabši hlinjenje epileptičnega napada, kar sem jih kdaj videl. Nehaj ste. Pridi k sebi. Imaš napad. Želim se prepričati, da si v redu. Dihaj, dihaj. Nehaj se pretvarjati, da imaš... Nimaš napada, tako je. Ne morem dihati, presežem. O, Bog. Ne morem dihati. Imam napade. Imam napade. Če me še enkrat brcneš, te bom aretiral zaradi dejanja 3. stopnja. Brcaš me. Nehaj. Oprosti, tudi jaz sem našel nekaj trave. Še vedno poskušam ugotoviti, kako to izprazniti. Ne šalim se. Prisežem. Obljubim. Ne morem dihati. No, zdaj bo je tvoj avto odpeljal. Dajva nekaj počasnih globokih. Dihov. Si. Ste dobro pretipali? Ne. Še vedno delam na tem, ker nočem biti zboden, zapičen ali ustreljen. Nehaj! Poslušaj, če boš nadaljeval s to igro, bom dal odpeljati tvoj avto. Zato nehaj. Nehaj se pretvarjati, da imaš napade. Ne morem dihati. Nič te ne ovira pri dihanju. Ven! Ne to! Kaj je potem? Zberi se! Kaj je? Oprosti. Stari, kaj narobe? Obrni se na bok. Ja, točno to smo. Ustavi se.
Hej, partner, mislim, da potrebujemo Narcan. Zdi se, da zdaj se dela mrtvo. Nisem. Oh, nisi mrtva. Zdaj lahko govoriš, prav? Nadaljuj s temi igrami. Odpeljal te bom v zapor. Boš nehal biti neumen, ali kaj? Boš? Itak gremo v zapor. Boš obtičal? Ne, ne boš. Hočeš iti v zapor? Naj ti odvlečem avto in te popolnoma uničim. Lahko nehaš simulirati napade. Lahko nehaš simulirati zdravstvene težave. Torej, si simuliral napad? Da ali ne? Mi nezakonito. Sam povej mi resnico. Imam krče. Ali si samo simuliral napad, ali ne? To je tesnoba. Ali si samo simuliral napad? V redu, potem te bomo spravili po koncu. Torej, dobiš ta Narcan, ali ne? Ne. Torej, zato ne bom tratil medicinskih sredstev, ki rešujejo življenja. Lahko govorim s tabo, prosim. Govori z menoj. Res me jeziš, prvič. In drugič, To ni moj prvi dan v službi. vem, očitno ne vem, kje misliš, da si. Mi smo v Seattlu. Sam pusti me, da govorim. Pusti me, da govorim. Nahaž. Trudim se, prijatelj. Oprosti. Ne morem stati. Vstal boš, ker si imel eno pištolo pri sebi. Poskrbeli bomo, da pri sebi nimaš še ene. Zdaj razširi noge in stoj tam ter nehaj se igrati. Oprosti. Nimam opravičila. Imaš pri sebi še kaj drugega razen pištole? Ne. Gospod, to sem našla. Nisem vedela, da je prava pištola. Bila sem 11 let v zaporu. In misliš, da bi moral reči, wow, bila si 11 let v zaporu, to je neverjetno. To je super. Očitno 11 let ni bilo dovolj, da bi se kaj naučila. Poslušaj, imaš pravico molčati. Vse, kar rečeš, lahko uporabijo proti tebi na sodišču. Imaš pravico govoriti z odvetnikom in imeti zagovornika v sebi med zaslišanjem. Če si ga ne moreš privoščiti, ti bo dodeljen brezplačen zagovornik. Ali ob upoštevanju svojih pravic želiš dati izjavo? Meni o tem, da sem sovražna. Ti si bil tisti, ki je imel pištolo, ti si bil tisti, ki se je pretvarjal. Torej poslušaj. To je tvoj čas, da si iskren in neposreden z mojim kolegom. Jaz nočem govoriti s tabo. Res si me razjezil. Imel si pištolo, si kaznjenec, pretvarjaš se, zdaj bo prišla gasilska služba sem. Ti ljudje so davkoplačevalci, zapravljaš njihov čas in denar. Kaj pa, če govori z mojim kolegom? Bodi iskren in imej v mislih svoje pravice. Začnimo s prvim vprašanjem. Ne živiš tukaj. Zakaj hodiš okoli po hišah ljudi oblečen kot dostavljalec UPS-a? Šla sem pogledat, kako izgleda tista požgana hiša. Nisem vedela, samo gledala sem požgano hišo. Jaz nisem vlomila, si ti? Si šel v požgano hišo? Nisem šla noter. Je to tvoja hiša? Ne, sem slišala sem za to. Nikoli nisem. Rekli so, da je bilo vse zelo uničeno in sem si samo želela ogledati. Kako dolgo si že tukaj? Resnično, prisežem ti, približno 1,5 ure, največ. V redu. Torej, ljudje, ki pravijo, da si tukaj že 8 ur, danes lažejo. Prisežem na vse, res, ne bom ti več lagala. Kje si dobil tisti UPS kostum? Moj prijatelj ga je imel. Zakaj ga nosiš? Samo zdi se mi, da me ljudje ne bodo gledali. Samo želela sem to. Torej, da bi prikril svojo prisotnost v soseski, si oblečen kot dostavljalec UPS-a. Ja. Ampak kaj počneš, česar ne bi smel, če se moraš preobleči? No, samo nisem hotela, da bi pritegnila kakšno pozornost, ko sem si ogledovala hišo. Kje si dobil to pištolo? Obljubim ti, nisem vedela, da je bila prava službena pištola. Kje si jo dobil? Tam čez. Kje tam? Pri parku Bredi, tam čez. Veš, kje je feri. In je starejši moški, je tam kakšna hiša za droge? Kje? Z katerem mestu? Prairie Ridge. In kje ste ga našli? Bilo je skrito tam pri enem od 4 visokih dreves. In mislim, tam je narkoman. Nisem vedela, da je to prava hrana. Bredo. Sem obsojenka in jaz. Ja, je pravi. Nabitje. Zakaj ga torej nosiš s sabo? Samo prodati sem ga nameravala, ali kaj tazga. Mislila sem, da je to kakšna starina iz ponovine, ali kaj podobnega. Niti nisem vedela, kako ga odpreti. V redu, očitno je to strelno orožje. Nikoli te nisem videl na tem koncu, starih. Ne lažem ti. Mislim, hočem... Ne verjamem, da si to našel zunaj na prostem. Ni dovolj zarjavelo, da bi bilo puščeno v gozdu. Vem, kako si to našel. Obljubim ti, tako dolgo je tam. Obljubim ti, tam zgoraj so ves čas odvisniki od otrok. Ne vem, ali je kdo to ukradel ali kaj.
V redu, to je jasno označeno kot strelno orožje. Piše High Standard Derringer 22 Magnum. Nisem si ga ogledala. Nisi, ampak si ga dal v žep, kaj ne? Zakaj imaš lisice? Ker sem policistka. Ne, to nima nobenega smisla. Zakaj imaš lisice? Ni zato, ker si policistka. Zakaj nosiš lisice naokol, preoblečen z rokavicami in pištolo? Izgleda dobro, kaj ne? Ne. Kaj je to? To je neka pipa, jaz pa moja punca narediva sama. Imaš še kaj drugega tukaj? Grem na zdravljenje. V redu. Pred 2 dnevoma sem šla v DSA in sem si ponovno uredila zavarovanje. Nočem se vrniti v zapor, gospod. To ni odvisno od mene, ali se boste vrnili v zapor ali ne. Ne pošljajte me v zapor. Naredila bom karkoli, res, karkoli. Naredila bom karkoli. Ne morem. Torej, tukaj je problem, ki ga imamo, prav? Si v soseski, kjer ne živiš, preoblečen z nabito pištolo v žepu, z rokavicami in masko na obrazu. Oblečen si kot dostavljalec UPS-a. Kaj za vraga počneš? Sploh ne vem. Dolg čas mi je. Nimam ničesar. Ti je dolg čas? Zgleda, kot da se pripravljaš nekoga ugrabiti. Samo iskrena sem. Obljubim. Obljubim. Samo ne vem, kako biti normalna v tem svetu. Ne vem, ne želim se vrniti tja. Nisem vedela, da bi vozila, če grem zdaj v zapor. To ni moj problem. Jaz nisem tista, ki počne to, kar ti počneš. To si ti. Ne, absolutno ne. Nikoli ga nisem dobil. Niti enkrat ga nisem dobil. Začela sem zmrzovati v 8 mesecih in šla sem v zapor. V redu. Potem pa ne bi smel hoditi naokoli z nabito pištolo v žepu, če si obsojeni kriminalec. Ne verjamem nikomur. Priznala je, da je simulirala epileptični napad. Če ti ustreza ta ustna izjava, potem ni potrebe po nobeni oceni. V redu, nočeš, da ti izmerimo krvni tlak ali kaj podobnega. V redu, prav. V redu, sedla boš na zadnji sedež avtomobila in samo da veš, tam zadaj je kamera, ki te bo snemala. Sam poslušam, lahko malo govorim s tabo. Res sem se 6 mesecev ukvarjala z neumnostmi, ampak bila sem v zaporu 11 let. V redu. Nađe. Le. Kaj ima to opraviti s tem? Poskušala sem priti do resnice, ampak mi je žal. Nisem vedela, kako naj to naredim. No, to spremeni dejstva, da mi lažeš. Tukaj si, kradeš in vlamljaš v hišo. Nisem idiot. Nikoli ne bi naredil česa takega. Potem pa mi povej, zakaj si oblečen kot dostavljalec UPS sredi dneva in nosiš rokavice. Zakaj bi? Ne vem, zakaj počneš stvari, ki jih počneš. Nisem ti. Ja vem. V ptičjo hišico so vlomili 8000-krat, usedite se v avto. Tam zadaj je kamera, ki vas snema. Aretirani ste zaradi posedovanja strelnega orožja. Videla je, kako je kamera podrl eno od kamer pri pogoreli hiši. In priznala je, da je bila pri pogoreli hiši. Torej, to vidim. Ja. Torej, gre čisto do konca, kaj ne? Gre tja. In potem tja. Grem se pogovoriti z njo. Mislil sem, da si mi rekel, da nisi šel v tisto pogorelo hišo. Nisem, samo vstopila sem. Lastnik hiše ima posnetek s tabo. Nisem šla noter. Tam so kamere, nisem vedel. Kaj pa počneš na posestvu? Sam gledala sem. Zakaj? Je to tvoja hiša? Ne, gospod. Potem zakaj jo gledaš? Nisem šla noter. Šel si na posestvo. Zakaj? Sam gledala sem zogledale stvari, nisem šla noter. Zakaj? Ne vem, dolg čas mi je bilo. V redu, ne počni tega. Nikoli nisem. Šel bom govoriti s tabo. Grem pogledat. Če lahko. So ti to ukradli? To očitno ni UPS. Ja. Imeli bomo. Vprašali bomo, če lahko prepozna, že zdaj večino tega zamočim. To so Bergmerjeva orodja. Ja? Hočeš samo povedati avtu, da je verjetno tako. Peljal jo bom v zapor. Vse imam rad. Prav, tukaj. Naj ti dam pištolo. Lahko praviš predhodni sprejem? Ja. Ne, lahko jaz naredim predhodno prijavo. Jaz bom naredila predhodno prijavo. Si kaj izmislil? Ti kadiš in mogoče vlom. Mislim, če je šla v hišo. V redu. Ampak če vzameš lastnino. Jaz jo bom prijel. V redu. Heather so pridržali zaradi več kaznivih dejanj, vključno z vlomom, nezakonito posestjo orožja, posestjo orodja za vlom in lažnim izdajanjem za drugo osebo v prvi stopnji. Ni jasno, kakšen je bil natančen izid tega primera, vendar je po poročilu Fox 13 Seattle imela Heather več prejšnjih obsodb in je trenutno navedena kot zapornica v zaporniškem sistemu Zvezne države Washington.
V našem zadnjem prispevku danes ostajamo v Washingtonu, tokrat v Kennewiku. Policisti so bili tam poklicani v bolnišnico, kjer so naleteli na osebo, s katero so, kot pravijo, že imeli opravka. Imam nekaj zelo neposlušnih ljudi. Torej, očitno, kako je prišla sem gor? Je prišla s Kadleka? Na vogalu tik ob Kadleku. Poklicala je moja mamo. In prvotni ogenj je bil kot... Ne moramo peljati, kamor dodam. In jaz sem rekla, ne, v redu je, pripeljite jo sem. In nekaj časa je bila v redu, zdaj pa jo nekaj žre in je zelo verbalno agresivna do tega. Torej, Ramos je že imel opravka z njo in ima številko njenega očeta. Torej, v bistvu ona izpolnjuje kriterije za krizno obravnavo in so obveščeni. Ona izpolnjuje kriterije, vendar se nihče ne more ukvarjati z njo zaradi njene velikosti. Seveda. Torej, on bo poskusil. Na poti sem gor bo poklical njenega očeta, da vidi, če jo je morda že enkrat prej prišel iskat. In bomo videli, če lahko gremo po tej poti. Ampak ima možnost iti v krizni center, vendar nimajo nobenega mesta, kjer bi jo lahko sprejeli. To je problem. In potem se tudi ta gospa v sivem poloverju razburja. Poskušala sem rešiti eno situacijo, potem pa je tudi ona začela kričati name. Bila je precej jezna, hkrati pa je govorila, da nadlegujemo Jalen. Policija pravi, da je pacient, 28-letni Jalen Cheney, znan na spletu kot vplivnež plus size JBA. Na TikToku ima več kot 140 tisoč sledilcev, a tokrat je postala viralna zaradi svojega spora z bolnišničnim osebjem. Živijo, jaz sem Jalen Cheney. No, moje rojstno ime je Jalen Iger Cheney. V redu. V redu. Nažalost sem vložila veliko prijav. No, poskušala sem vložiti veliko prijav. Pravzaprav... Kaj se je začelo tukaj, ko so najeli lažnega igralca? Bilo je res cool pritit in vse to, ampak lahko ti vse to povem na policijski postaji, če želiš. Ne vem. Mislila sem, da so me poklicali sem, ker sem mislila, da imam duševno krizo, ker so me tako prikazali. Ampak oni vejo, kaj počnejo. In žal so zdaj vpleteni tudi te plačani igralci. Poskušala sem jim dati vedeti, da bi morali oditi, ampak... Poklicala sem FBI, potrebovala sem pomoč v krizi. Imam svoje sark stvari, ki so jih urejali v Kadlecu, za katere sem ugotovila, da je to kraj, odkoder so me ugrabili, ali pa sem se tam rodila. Ugrabljena vsa ta stvar, veš kaj mislim. Ampak čakam, da me pokliče sark, pravkar so odklopili tisti telefon, tako da ne bo deloval, če ga dvigneš, ne bo deloval. Hočeš poskusiti poklicati z njega? Torej, celotna stvar. Vem, da tvoja naprava ni vklopljena. Vključena je, snema. Res? V redu. Cool, začni. Pušča rdeče. Kakšna je torej trenutna situacija? Samo čakaš na sarka. Poskušam priti do tega. Čakaš na sarka? Poskušaš priti do sarka? Ja, ampak nekako so ljudje kar prehajali k meni, kot da sem Cadillac. In vi ste mislili, da se pretvarjam. Potem sem mislila, da sem nora. Tako da nisem videla ničesar na televiziji. In vedela sem, da je nekaj narobe, ko so ves čas predvajali Fox 11. In potem se je začelo. Veš. Nekaj je narobe. Veš kaj je bilo? Pustili so me golo, tako kot sem bila. Res sem mislila, da prihajam po pomoč in sem mislila, da me je mogoče res Bog pripeljal sem. In potem, ko je bil Lord čuden, sem si rekla, v redu, to je čudno. In potem, ko so nas vsi, no ne vsi, ampak določeni člani policije grozili in izsiljevali, takrat sem si rekla, čudno človek, nisem nora. Ali se počutim varno v teh 3 cities? Absolutno ne. In moram ven od tu, zato sem želela, da me prej areterate. Kakšen je tvoj načrt, da greš iz 3 cities? Ne vem, nameravala sem počakati na sarka, ampak so mi rekli, da ne morejo. Morali bi me odpeljati na enega od krajev, ki so mi jih dali. Imam vrečko z dokazi. Priredili so mojo vrečko z dokazi, ker so mislili, da bodo našli moj prenosnik in telefon, ki naj bi bila pri Jeremu Davisu Cheneyju, ki je verjetno zdaj v zaporu. Od 23 let nisem pogledala niti enega koščka novic na družbenih omrežjih. Ne vem, odkar je moj telefon in vse to začelo nagajati. Tako sem poskušala iti na policijsko postajo, da bi lahko ljudem, kot je ta, povedala, kaj počne ta Kara in vsi ti lažni igralci, ter kako bolnišnice počnejo to, kar počnejo. In mislila sem, da me dejansko obravnavajo kot pacientko, ampak bila sem utrujena, nisem spala dobesedno 20 dni, kar se sploh ne zdi človeško mogoče. Redu. Nažalost sem poskušala moliti za te ljudi, ker sem mislila, da so resnični pacienti in sem mislila, da sem jim pokvarila ugled ali nekaj takega, ker sem ves čas slišala Jalen v novicah. Jalen, ampak nikoli nisem videla Jalena v novicah. Torej, imaš kakšno družino v bližini, Jalen? Ja, moj oče, Jerome Davis Cheney, ki je...
Nisem mogla razločiti, kaj je resnično in kaj lažno. Bi želela, da pride oče po tebe? Ja, seveda. Imaš telefonsko številko od očeta? On ima moj telefon, tako da če pokličete nanj, bi moralo delovati. Aha, kako ti je ime? Zdaj se mi vse vrača. Potrebujem oceno duševnega stanja, ampak očitno so vse bolnišnice v Tri-City zdaj zaprte. Je to tisto, na kar namigujem? Ali pa so mi vsaj vse prepovedale vstop, ker so ravnale res slabo? Tule imamo 2 bolnišnici. Sta ostali še 2? Ne, človek. Imamo Kadlec ali Trios. To je ena od njih, no. V vseh teh so mi prepovedali vstop, ampak pri Kadlecu bi bila dejansko varna tam zunaj. Kar naenkrat pa, ko sem rekla, da jih bom tožila, so začeli delati norije. Ne vem, mislim, da bi morali iti k očetu domov. Verjetno bi morali iti k očetu domov in naj se jaz pogovorim z očetom. Ja, lahko pokličem očeta, lahko pride mimo in te pobere. Mislim, deva preveriti, če je resen, veš, ne vem. Bom hitro poklical tvojega očeta, prav? Daj mi sekunda. Ja. Ne poznam njegove številke, ampak vem, da je morda pri meni doma. Ne vem, kje so moje stvari. Prav, poskušala sem doseči, da bi me areterali, da bi lahko vse povedala. Dajte mi trenutek. Naj pokličem tvojega očeta. Oprosti, če boš zdaj morala prevzeti krivdo. Ne, v redu je. Poklical bom očeta in preveril, če te lahko pride iskat, prav? Obstaja veliko zmede glede tega, kako smo pravzaprav prišli do tega, vendar poročilo, ki ga je kasneje objavil Daily Mail, nakazuje na možen incident v družini. Po poročanju naj bi Jaylenin oče povedal mediju, da je Jaylen ujela svojega zaročenca pri varanju in da je to preraslo v domnevni napad. Policija pa javno ni potrdila, da je to povzročilo Jaylenin izpad. Kakorkoli že, uradno poročilo navaja, da Jaylen ni bila v bolnišnici zaradi resničnih zdravstvenih težav. In ko so jo zaposleni prosili naj odide, je rekla ne. Oče ni prišel, ona je zgorela. Rekla je, da je poskušal pomagati, prav tako je poskušal stopiti v stik s krizno službo. Govori nekaj o Sarku. Ne vem, kaj bi Sark lahko naredil, da bi ji pomagal. Torej je vložila prijavo, da je bila spolno napadena. Ampak to je... Včeraj sem prebral poročilo in je neutemeljeno. Samo ponavlja in ponavlja. Primer so predali kriminalistični službi, vendar ni nobenih dokazov za to. V redu, Torej potem je Dakaj s klobukom snimal, jaz pa sem mu rekla, naj preneha, ampak ne vem, ali je izbrisano ali ne. Torej, Liza mi je pravkar rekla, naj vam povem, ko boste lahko, ampak samo želimo se prepričati, da je izbrisano, saj gre za kršitev pravil HIPA. In potem sta še ta dva. Zakaj sta tukaj? Bolečina v boku, ampak potem so se spravili na Liso, ko je Lisa govorila z razvijalcem. In potem še naprej prihaja Sengor in so zelo glasni ter agresivni do osebja tukaj. Ta dva, ki stojita tukaj, v redu, oprosti. Nista dobrodošla. Liza je ravno razlagala, kako morate začeti govoriti z njo. In potem morate poskrbeti, da je video izbrisan, ker gre za kršitev. Je potem spet nazaj? Ja. V redu. Ona ti ne bo pomagala. Nisem prepričan. Obstaja znak, po katerem običajno delujejo. Ona pravi, da sta dva različna incidenta. Jaz sem drugi. Zato bom ugotovila, ali bom šla domov. Samo vprašal sem in potem je odstranilo iz sistema. Mi to ocenimo. V redu. Pogovoril se bom s prijaviteljem. To both. Brez skrbi. Pripravljena je skočiti. No, Zdaj pridite dol. to tudi počnem. Oče. Grem jo iskat, ker bo to naredila. Njen oče bi prišel po njo. Ima majhnega otroka. To je strašen je bil. Je to vaš invalidski voziček? Da, nima oblačil na sebi. Sam da veste, nočem iti. Je prišla noter taka. Kako ji je uspelo? Rešilec. Iz Cadleya. Lords, ona je v bolnišnici. Mora to prevzeti, točno ve, kaj počne. Tudi v Lordsu ima prepoved vstopa. Ne vem. Rekla je Kabilak. Prejšnji teden je prišla k nam naravnost iz freestandinga in je takoj od tam nedovoljeno vstopila. In potem jo je sprejela, tukaj je bila nekaj časa in zdaj je spet nazaj. Torej, oče ni zaskrbljen, Jay. Tudi jaz sem govoril z njo, rekla je, nisem mislila, da bo prišla sem. Cool. Poskušali bomo veliko olajšati. Zato mislim, da sem vedel, da je klical vse do konca. Ja. Je to druga težava? Ja, samo glavo tišči noter, to pomeni ne spada sem. In se hoče delati junakinja brez razloga. Torej,
Zahteva, da jo pregledajo. Torej, nočejo te tukaj. In tvoj oče ni pripravljen priti in ti pomagati, ker si zažral ta most. Kaj boš naredil? Danes sem dobila cel paket informacij od Sarka, ko so mi opravili forenzični pregled po posilstvu. No, Sark trenutno ni na voljo, torej kaj boš naredila? Odšla bom v eno od zavetišč, ki so jih navedli. Potrebujem samo telefon, ker ne vem, kje je moj. Vse ti lahko povem na policijski postaji. No, to poročilo je že bilo sprejeto, zato nam tega ni treba ponovno obravnavati. In ja, mi lahko pomagate dobiti svoje stvari, tako so me pustili in resnično ne morem. Nisem še. Kam so izginila tvoja oblačila z tistega prvotnega kraja? Moj forenzični pregled po posilstvu pri Sarku, tisti pri Kadletu, kjer so me odpustili. In ko so me odstranili, imam vse dokaze. Vse je tam noter. Če ne odpeljete na policijsko postajo, se lahko pogovorimo. No, ni mi te treba peljati tja, ker se tudi tam ne moreš zadrževati. V redu, potem pa paket informacij. Niso mi dovolili upravljati drugih klicev, razen na 911, poskušali so nadzorovati vse klice. Ne mislim, da je tako, ampak vem, karkoli že pravijo. Karkoli že pravijo, je točno. Ali moram pritisniti 9, da dobim zunanjo linijo? Ne. Ja. Samo povedati moraš. V redu, poišči telefonsko številko. Dali ti bomo trenutek, da to ugotoviš. Potem lahko prideš sem in uporabiš ta telefon. Ne vem, nimam motornega skuterja. Vem, kje je. Torej, moj daš moto, upočasni. Pravi, da imaš številko za zavetišče od Sarga. Naj poskusi opraviti telefonski klic. No, ja bom klicala od tukaj. No, nimaš veliko časa za telefonske klice. Lahko pa opraviš en telefonski klic. V redu, počakaj. In potem, če potem še vedno ne najdeš ničesar, te bomo pospremili s posesti. Saj te tukaj ne želijo. Lahko to naredimo? Lahko to naredimo? Narediti kaj? Pospremite me z vozičkom iz posestva, da vsaj ne bom gola. No, vozička ne boste mogli obdržati, ker pripada bolnišnici. Ali imate rešilca, da to odpeljete? Ne, bi lahko šli sami, peš. Oh, v redu. No, jaz ne morem. Videla sem te, da si to naredil večkrat. V redu, potrebujem zdravniško pomoč. Moram se pogovoriti z vami. Torej, Niste več dobrodošli tukaj. Zato morate to razrešiti. moram poklicati Mir Ministries. Kakšna je telefonska številka? Pridi sem, da jo dobiš. Tukaj jo imej. Policisti se strinjajo, da lahko Jalen uporabi telefon v predverju, da pokliče nekoga, ki bi prišel ponjo. Namesto tega pa očitno pokliče 911. Vidim, da telefon zame ne deluje. Bi želela poskusiti še enkrat? Tukaj, bom ti pustila, da pritisneš gumbe. Si pripravljena? Ne, odrasla si. Lahko jih pritisneš sama. Ne deluje, ko to naredim jaz. Zdelo se je, da je delovalo. Naj potem pokličem 911. Če pokličeš tisto številko, boš samo dobil kazen. Sam hotela sem se prepričati, da imam Wolpalce in Ramose. V redu, 6 minut. Jalen kliče. 911, samo sprejmi klic. Na tej točki me bodo aretirali, ker imam veliko zapovedati o njih. To je Jalen King. D-J-E-J-L-I-N. I-G-R. Čot, prekinjajo zvezo. V redu, tukaj je to, ne? Draga, tukaj so. Želiš govoriti z njimi? Želiš govoriti? Ja, nočejo govoriti. So mi pa dali kazen. Kazensko opozorilo. Prekinjajo povezavo. V redu, vse je v redu. Gremo. To je tvoje opozorilo zaradi nedovoljenega vstopa. Ne. Nikamor ne grem s tabo. Ne, nikamor ne greš z nami. Zapustiš lastnino tega podjetja. Ne grem. Hej! Priče. Potrebujem pričo. Ne, ni res. Veste, kaj ste naredili? Torej, če to strgam dol, je samo 99 let. 99 let. Če pridem, želim biti aretirana. Želim biti aretirana. Torej, bom to strgala. Lahko ga strgaš, kolikor hočeš. To ne bo spremenilo dejstva, da ti to damo in veš, da imaš prepoved vstopa za 99 let. Strgaj ga. To so vsi moji dokazi. Vsi poskrbite, da vzamete vse svoje stvari. Torej, gremo. Prosim vas, ubili me bodo. Imamo svoje stvari. Videli so, kaj si pravkar naredila in vse, kar si naredila, kar z mojimi stvarmi, veš, kje so? Ni me briga. Ne veš, a ne?
Ne vem. Torej, bom zdaj poklicala svojega očeta. Tvoj oče je že govoril o tem. Za sabo si že požgala mostove, zato ne bo prišel. Pravzaprav bom poklicala svojega očeta. Noče govoriti s tabo. Ja, daj mi telefon. Ne, tega telefona ne dobiš. Nedovoljeno vstopaš. Ne vstopam. Očeta lahko pokličem sama. Prav. Ne, tukaj me morate aretirati. Ne, ni nam te treba aretirati. Hej. Ne grem nikamor, sem gola. Pokrita si. Imaš vse mogoče, prosim, ne dovoli, da se to zgodi, stari. To je moj dokaz. Pojdi ven zdaj. Gremo. Pojdi ven zdaj. Pojdi ven zdaj. Gremo, v redu. Potrebujem to. Zato sem prišla v Trios, ker sem vedela, da boste to naredili. Ne. Nočejo ti pomagati. Nažalost si zažgal most. Trios, prosim, oprosti. Zato sem ti hotel govoriti na samem. Prosim, ne dovolim tega. Vi veste, kaj počnete, jaz pa sem dobesedno gol. Ne bom vstal iz invalidskega vozička. Nočejo te tukaj. Daj mi tiste. Ja, dali ti bobo. Ja, nedovoljen vstop. To smo že naredili. Poskrbi, da bom gola na njej. Raztrgal si svoje papirje. To je bilo tvoje uradno obvestilo o prepovedi vstopa na posest. Zakaj niste preprosto našli prsta? Stari, moram iti na policijo. Me peleš v zapor? Ne. Ne morem hoditi. Lahko hodiš. Ne morem, ostala bom tukaj. Torej, kjerkoli me pustiš. Pomagali ti bomo vstati iz stola. Potem pa se lahko odločiš, če želiš. Peli me v zapor. Peli me v džunglo. Grem v zapor. Pravkar sem raztrgala tvoje 99-letno ime. Hej, kamorkoli me peljete, pomagajte. Ramos ve, kaj je naredil. KPD, roke gor, ne streljajte. Sem gola in posilili so me. Trio Southwards me poskuša rešiti. FBI opazuje. Torej ja, naredi, kar boš naredil. Uniči dokaze. Uniči pečico. Ramos! Ramos! KPD, ostanite z nami. O ne, policija je prišla k meni. Kje ga najdem? Šel je v to smer. Odlično. Tako, pojdi tja. Pojdi tja. Moram iti v bolnišnico. Kljub temu, da je res preizkušal potrpežljivost policista, bi se Jalen lahko izmazal le z opozorilom. Ampak potem se je to zgodilo. Hodi. Ja, ker si želim. Moraš previdno vstati. Ne, tudi ti si zabavna. Ne vem, stari, kdo je Jako Prop? Velike palce. Vse datoteke. O, ja, peljite ga v zapor. Seveda ja. Seveda ja. Seveda ja. Seveda ja. V redu. Catch ti? 911, posiljujejo me. Govorijo z Rezi Sark. To je zadnja stvar, ki jo bomo kdajkoli naredili. Svoje podatke imam na svoji posodi. Ne morem vklopiti stikala. Dobili ste jo 6915, peljite me v zapor. Hej, prosim pokliči 911. Zdaj je v pridržanju, odlično. Tako, izvoli. Spravila se bo noter. Mislim, da bo. Čist brez težav se bo spravila noter. Ja, jaz sem velika debela. Velika debela, to je to. Ona je za vsak slučaj. Ja. En velik debo, jaz bom vozila. Prav. Dodali smo zarezo. NPPD. RPD. Ja, verjetno lahko sodeluješ, če želiš biti del tega. Vse si posnela s kamero. Ne, pusti me točno takšno, kot sem. Ako me želiš. 911. Pokliči. 911. Ali me poskušaš posiliti? No, povej mi. Ne, pokrivam te, ker... Sem te slišala, ker tvoja kamera v avtu tega ni posnela. Ker tvoja telesna kamera tega ni posnela. Policijska Ramos iz KPD me skuša ubiti.
To imam posneto pri TPD. Taž, no. Hodi. Hodi, to. O moj bog. Michael, pomagaj. Michael, pomagaj. Samo usedi se v avto. O moj bog. Kar vstani. Ne morem. Ja, lahko. Ne morem. Samo vstal si iz stola, čisto v redu sam. Vstani. Počakaj. Jaylen se upira našim prizadevanjem, da bi jo pridržali. Tudi to bomo dodali kot obtožbo. Roke gor, ne streljaj. Roke gor, me posiljuj. Roke gor, ne streljaj. Sam invalidka. Vstani. Napadla sem policista. Prosim, odpeljite me v zapor. Kral. 60. Ne. Sem policist in nisem več samski. Preverimo pri najbližji gasilski postaji, če lahko pošljemo reševalno vozilo za prevoz. Visoka je 165 cm. Resnično ne morem. Sebastian, super. Ja, niso. Spomni se, ne smem uporabiti telefona, sem malo nora. Kako vam lahko pomagamo vstati? Ne morete. Lahko kdo pokliče rešilca? Preverjamo, ali je to možnost. Hej, Trios Health, v resnici potrebujem vašo pomoč, zato sem prišla sem. Nisem je hotela imeti na snemani liniji, ker sem vedela, kaj počnete. FBI nas je ves čas opazoval. Flori, vse, kar si pravkar naredil, Remos, se spomniš tiste druge noči? Se spomniš, kako je že v novicah? Seveda, vse je na kameri, na telesu. Ja, seveda je. Te mame naj gorijo v peklu. V redu. Kako bi bil Polijev most iz policije preteklosti Papolis? A me boste kar pustili tukaj golo in vse? No, če bi vstala, bi ti lahko pomagali priti v avto. Ne morem vstati. Povej mi, kako ti lahko pomagamo, da ostaneš po konci. Vprašaj FBI, ko pridejo k tebi. No, FBI-ja tukaj ne bo. Ja, popolnoma imaš prav. Kako vam lahko pomagamo, da vstanete? Ne vem. Mislim, da potrebujemo reševalno vozilo. V tem trenutku imajo policisti težavo. Po poročilu o incidentu je zaradi velikosti Jaylen ne morejo prepeljati s patruljnim avtomobilom. Vendar zaradi odgovornosti ne morejo uporabiti niti gasilskega vozila, niti reševalnega vozila. Poleg tega naj bi bilo v zaporu premalo osebja, da bi lahko nekdo prišel po njo. Tako jim kot zadnja možnost ostane policijski kombi za prevoz dokaznega gradiva. Torej, naredili bomo dvakrat, enkrat na hrbtu, nato pa bo ležala s trebuhom na tem. V redu. Grem po brisačo. Poskrbela bom, da bomo varni. V redu smo. Še enkrat. Ne morem. Hvala Bogu, da sem ostala pri recepciji. In me sploh ne morejo premakniti. Daj no. In me sploh ne morejo premakniti. Ker sem jaz. 250 kg. In sem ženska z invalidnostjo. Sem ženska z invalidnostjo. Ko me poskušajo ubiti, nima vsega posnetega na moji kameri. Bokat požar. Ja. Ja, morali bi si prizadevati za to. V redu, zdaj sem v duševni stiski. Ali imam duševno stisko? Če se želiš osredotočati samo na tisti seznam spredaj, bom mogel. Opa. Opa, ne morem dihati. Ne morem. Hej, ne morem dihati. Hej, ne morem dihati. Ne morem. Kaj za vraga? Jay s Kitajcem. Jayla, IGRC. Hvala Bogu. Zdaj gremo v zapor, kaj ne? Mi boste prebrali moje pravice? Kdo piše, lahko to povem. Imate pravico molčati. Vse, kar poveste, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Trenutno imate pravico govoriti z odvetnikom in ga imeti prisotnega med zaslišanjem. Če si ne morete privoščiti odvetnika, vam bo dodeljen, da vas zastopa pred zaslišanjem, če to želite. Kadarkoli se lahko odločite, da boste uveljavili svoje pravice in ne boste odgovarjali na vprašanja ali dajali izjav. Ali razumete vsako od teh pravic? Razložil sem vam jih. Pri Bogu, ja! Ob upoštevanju teh pravic ali želite zdaj govoriti z menoj? Pri Bogu prosil bom za odvetnika. V redu. Če me ubijete, bodo izvedeli, kaj ste storili.
Vse se je prenašalo v živo in Jake natančno ve, kaj ste storili. Prav tako tudi Tyler. Imam nujno duševno stisko. Mi lahko kdo odpelje v Chios Health? Ali pa verjetno v zapor. Tja me peljete. Nisem mogla dihati, zdaj pa jasno vidim, kaj počnete. Imenu Satana, ne vse te matere grejo z glavo naprej v peku. Te lisice so tako tesne. Bolj ohlapne ne morejo biti. Zato, ker sem debela? Bolj ohlapnih jih ne moremo narediti. Zaradi mojega telesnega stanja? Reci karkoli o pravem statusu. Torej, Mi lahko še enkrat prebereš moje pravice? Gospod, oprostite, imel sem prav. Ne spomnim se, da bi doživela duševno krizo. Kaj so že bile? Kaj so že bile? Kam že gremo? Dala si me v vrečo za trupla in misliš, da te nihče ne sledi. Si res tako neumna? Res si tako prekleto neumna? Ja, lahko imaš te lisice. In v imenu Jezusa. Jalen je bil aretiran zaradi več obtožb, vključno z napadom 3. stopnje, nedovoljenim vstopom 1. stopnje, upiranjem, oviranjem, motenjem delovanja bolnišnice in zlorabo klicev na številko 911. Tožilci so primer na koncu opustili. Hvala, ker ste gledali vsi skupaj. To epizodo Long Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Savannah Williamson. Videomontažo je opravil Daniel Camacho. Jaz sem Jesse Weber. Se vidimo naslednji teden.